Lovc na stotinke, ki Nürburgring takole za zajtrk poje v manj kot 7 minutah. Folk, tole moram dati iz sebe, zato ker se mi zdi, da je pomembno, da o teh stvarih govorimo. Pa tudi, če komu mogoče to ne bo všeč. Namreč, včeraj sem spoznal enega takšnega prevaranta, ki na nek način, to treba priznati, živi od tega, da folk nateguje. Zdaj, meni je to všeč. Kaj pa ti o tem misliš, boš pa sam povedal. A veš, zato ker to za mojim hrbtom je, a si prepoznal, ta najnovejša Porsche 911. Sam, da sem se ti ravno kar zlagal, ampak pojmo lepo po vrsti. Mislim, daj ga poglej. Klasična Porsche oblika, široki boki, nizko pri tleh, precej eleganten dizajn, glede na to, da je to športni avto. Pač 911 kot 911. Wrong answer, bitch. A veš zakaj? Ker je avto za mojim hrbtom Porsche 911 GT3. Lovc na stotinke, ki Nürburgring takole za zajtrk poje v manj kot 7 minutah. Zgleda ne kot GT3. To je tisti nateg. Celo, kje ima pa spoilerje? Točno tako! Kje ima pa spoilerje? Zakaj se derem? In a veš, koliko ljudi sem na limance odpeljal, po domač rečen naokoli prinesel, da ne rečem kakšne hujše besede, ker sem se s tem avtom kam pripeljal. Ker so rekli, to je una, kva je to una? Noben ni rekel GT3. Ta glavna stvar, seveda, ki mu manjka, je spoiler. Ja, kje pa je? Mislim, vse ga ima, dvigne se sam, tako kot pač pri navadni 911. A veš, na nek način gledaš čudež v avtomobilski obliki. Ta avto leti brez kril. Pa če komu še ni jasno, GT3 Touring je avto za avtomobilske puriste, za tiste, ki ljubijo tudi obiske na stezi, za tiste, ki bi radi imeli brezkompromisen stroj, ampak se obenem ne bi radi drli. Ej, jaz imam GT3, daj poglej moj GT3, moj GT3 ima spoiler, moj GT3 je GT3, oni, ki tega nočijo, GT3-ja, sam ga v resnici hočijo, GT3, in oni bojo kupili to. Pravzaprav gre za neke vrste čistokrven dirkalnik, ki je narejen za to, da se vozi po cest. Jaz sem te navadnega GT3, mimogrede Karlo Bradica, hvala še enkrat, vozil po Grobniku, dal sem si duška in sem bil blown away. S tem avtom nič drugače. Že res, da ni spoilerja, ampak a ti veš, daj začneš spoiler nucati? Koliko hiter moraš iti, koliko znanja moraš imeti, da izkoristiš GT3 do tiste točke, da rečeš, aha, tukaj sem bil pa hitrejši, zato, ker je spoiler avto dodatno potiskal k tlom. Moraš biti kar mojster. Pa da ti razložim še, kaj ga poganja, seveda gre za bokserski izdelek, 6 valjev ima, 4.0, 510 konjev, navora za 470 Nm, stisne kar dober, vrti se do 9000, dere se k bodala. Posluš to. Dobro, ne? Noro, stari, res. Vzmetenje je bliže dirkaškemu, karkoli boš ti danes videl na cest. Razen, če ne boš videl, ki je podobno ekstremnega, ampak takšnih, tako ekstremnih avtomobilov prav zares ni zelo veliko. Jih je pa v Sloveniji vse več, to pa drži. In ker je to GT3 zadnjih sedežev v tem avtomobilu, seveda ne boš najdel. Vse, kar boš srečal, je tole, ene vrste odlagališče in to je to. Tudi sprednja sedeža sta povsem običajna, ampak primeta odlično. Jaz si ga recimo niti v sanjah ne morem prvoščiti, ampak če bi si ga pa lahko, bi pa najbrž vsem hotel imeti tukaj noter školjke, tudi zato, ker so v nasprotju z nekim splošnim prepričanjem lahko tudi na dolge proge zelo udobne. Menjalnik mimogrede je 7-stopenjski PDK, v resnici, če bi razmišljal o Touringu, tudi jaz ne vem, kako bi se odločil. Če bi vzel navadnega GT3, valjda ročni menjalnik. V tem primeru pa, a veš, si želiš malo več udobja. Konec koncev je tako naštelana tudi kabina, malo več je usna, malo več je tega feelinga, da sediš v enem avtu, ki želi biti tudi malo ene vrste Grand Tourer, a veš. A vidiš ta detajl na armaturki? No, tega ne boš najdel nobenemu drugemu GT3, le ti pokažem detajl. Veš, to je ena taka posebnost tega avtomobila, moram reči, da zgleda dobro. Ti drugače pa, a veš kaj je bila ta prva stvar, ki sem s tem avtom naredil? Šel sem na obisk k Juretu in Mojci Žove. A veš zakaj? Veš, ona dva sta lastnika Porsche GT3 in tudi živita tak življenjski stil, ki bi ga nekdo s tem avtom znal zelo hitro povezati. Pravzaprav sta v tem pogledu precej hardcore in to je bilo zame pomemben, ker sem postavil en dosti pomemben vprašanje. A veš, Jure pa Mojca redno obiskujeta dirkališča, tista blizu pa tudi malo bolj oddaljena od Slovenije in domov nosita spominke, ki so najlepši. Jure svoje 911 kot zelo šraufa. On je dejansko tisti kupec Porsche GT3, ki si ga pri Porscheju samo želijo. Kup
track focused stroj in ga potem uporablja za to, za kar je bil namenjen. Zdaj pa, ker ti takšnemu poristu pred garažo, v kateri ima noter svoj avto, že na prikolci, zato ker gre glih danes v tem trenutku, ko jaz snemam, se voz na Nürburgring in ga vprašaš ti, kaj pa ti praviš na to, da je Porsche svojemu najbolj hardcore avtomobilu snel spoiler in pa pričakuješ, ne vem, mogoče pričakuješ prezir ali pa malo se sprašuješ, kakšno je pa njegovo mnenje. A veš, ker človek veliko svojih prostih ur dejansko preživi na dirkališču, kjer se brez skrbi zanaša tudi na spoiler. Pa te pa zanima, ne? Kaj je model povedal? In Jure je rekel, poslušaj zdaj, citiram, GT3 Touring vidim, kaj je ne vrste perfect kombo, da nanj ga priklopiš prikolco, na prikolco postaviš GT3 Cup Racerja, se odpeleš dirkalnikom na dirkališče, tam odpeleš svoje, prikolco odklopiš, se usedeš v GT3 Touring, pa greš uživati na najbližje lepe ceste. Jure, to je bil avto všeč, se mi zdi, da mojci tudi. In če tako misli nekdo, ki je tako zelo hardcore in cen vse to, kar Porsche zna narediti, vključno z vsemi spoilerji, je kdo sem pol jaz, da bi rekel, da to ni okej. Drugače pa, da ne pozabim še drugih pomembnih stvari, to se pravi masa okrog tona 400, nekaj tacga, s tabo se pogovarja non-stop, podobno kot mojega prijatelja hčerka, ves čas ti govori, kaj želi, česa si ne želi, kaj pričakuje, kaj hoče od tebe in česa tudi noče. Klepeta non-stop in noče nehati. In to je dober. Dober zato, ker zgovorni avtomobili človeku največ dajo. Drugače pa GT3 Touring nasajen 2 cm nižji kot navadna Carrera. Izkorišča vse prednosti aktivnega vzmetenja, valjda, krmil tudi z zadnjimi kolesi. Servo volan je eden najboljših, kar sem jih kadarkoli probil. Koluti spredi 408 mm, koluti zadnji 380. Stari, a veš, kako to grab. Niso pa karbonsko-keramični, ker v osnovi pušča še nekaj lufta za kakšno optimizacijo, če bi res velik bil na pisti, ampak tale najbrž ne bo. A ja, pa dirkaške matice. En šrauf na kolo. Bolanija. Ok, zdaj se idemo pa malo pelati, ne prav dost, rad bi, da gume ostanejo cele, pri tem avto zelo hitro grejo, če se ga lotiš tako, kot treba in jaz bi se ga z največjim veseljem. Sam pa vem, kdo za jajca besel, pa tega pa nočemo. Ok, kaj smo rekli, iz normal prek sporta kar v track mode, to si že zaupam, upam, da mi tudi avto, pa tisti, ki so mi ga posodili. Smer mena k akrobatsko letalo, ti pomisliš, on naredi. Enako velja za krmiljenje, za podvozje, za vzmetenje. Ta avto se odziva skoraj točno tako hiter, kot tvoj možgan. Vse, kar ti želiš, bo naredil znotraj nekih normalnih, razumnih omejitev. Stari, koliko se drži. Veš, nekaj avto me spominja na Alpinko, ki je ravno tako brez kakršnega koli filtra, samo da je ta 2 stopnji višji zaradi pač zmogljivosti motorja predvsem, pa tudi gripa je več. Konec koncev tudi riskiraš malo več, ne? Ko greš res hitro. Ej, še enkrat me stožce. Kako je to dober! Pa stopalka zavore, zelo je trda, trša, kot bi človek pričakoval. Ampak deluje pa tako čudovito, progresivno, da lahko doziraš do milimetra natančno. Več si od avtomobila na stezi sploh ne moreš želeti. Pa ta motor, kako se dere, tam med 7 pa 8, 9 tisoč vrtlaji. A gremo počas do tja prije, da bomo dlje uživali. Poslušaj zdaj, damo prvo, drugo, zdaj pa počas, 6, 7, 8, 9. To je definicija uživaškega avtomobila. Seveda ni edini, velikih je, tudi dosti cenejših. Ne samo Alpinka, tudi drugi znajo to narediti na budžetu bolj prijazen način. Konec koncev, a veš, tudi v Mazdi MX-5 se imaš fajn med stožci. Je pa res, da malo več panča rabiš. Mimogrede, ko smo že pri nefiltriranih avtih. GR86 Toyota, to me malo mika. Je prav, da se zahvalim tistim, ki so mi omogočili, da sem se s tem Porschem sploh lahko par dni vozil. Actinia je podjetje, ki se ukvarja z kratkoročnim pa dolgoročnim najemom pretežno luksuznih vozil. Hvala za res tako kompletno, celostno izkušnjo z res profesionalnim odnosom, predvsem pa znanjem, pa zavedanjem, kaj vse pomeni
handlati luksuzne avtomobile. A veš, kaj na koncu dneva, ne? Avti so nekaj, ampak če zraven ne pride pravilen odnos, pa vse skupaj ni nič vreden. Najdeš jih na internetu, na actinja.si, pa na Instagramu, pa tako naprej. That's it!